Jutri bodo predstavniki lokalne pobude za oživitev Male tržnice in Pavlina Japelj, pobudnica obuditve, ki prihaja iz mestne četrti Ivan Cankar, organizirali pomladno otvoritev Male tržnice. Sem akcijska iniciatorka, ker v bistvu nekih iniciativ pa pobud na papirju je bilo že veliko, kar je vse super, ampak zdaj smo pa v bistvu te stvari povezali in začeli neko malo bolj akcijsko pot te tržnice. Oživitev tržnice je mogoča samo z več raznovrstne ponudbe in zanimivim programom, tako da so pripravili številne aktivnosti, ki jih bodo v 5 sobotah v aprilu, maju in juniju tudi uresničili. Smo si zastavili tako poskusno obdobje 5 sobot, torej zdaj ena bo že jutri, 21.4., potem še 2 v maju pa 2 v juniju. Takrat smo se potrudili snago skupaj, da bomo imeli čim več ponudnikov, raznolikih in da bo tudi več obiskovalcev, pa da nekako pozrimo na prostor, da je možno na tržnica spet zaživi, ker je namreč že živela 15-30 let nazaj, je to bil zelo živahen prostor. To je en tak, rečemo, komercialni cilj, da zaživi prodaja. Po drugi strani pa si želim, da bi ta prostor postal kot nek center te mestne četrti, ker takega prostora nimamo. Skupnostni center, ki je namenjen medgeneracijskemu povezovanju, pa da se sliši floskale, ampak v resnici je tukaj ogromno različnih ljudi, različnimi interesi in bi se lahko tu nekaj takega ustvarilo. Idejo podpirajo tudi na Snagi, ki je v pobudi uvidela potencial in pomagala pri vzdrževalnih delih, saj so tržnico očistili in prebarvali. S ploščadi pred njo so umaknili zapuščen kiosk in uredili razsvetljavo sanitarij na tržnici. Smo zelo veseli, da so se stanovalci odzvali, kajti tržnica Kidričev trg je ena izmed najmanj obiskanih in ena od tržnic, ki ima tudi najmanj prodajalcev, kar seveda posledično izhaja iz tega, da tudi ni kupcev in smo veseli, da so se stanovalci in pa iniciativa nekako odločili za ta projekt, da so vzeli to tržnico za svojo in srčno upamo, da bodo vsi ti novi prodajalci, ki bodo jutri na tržnici prišli prodajati, na tržnici tudi ostali, seveda bodo ostali, če bo dovolj kupcev in jaz upam, da bo ta sinergija delovala. Tudi arhitektka in urbanistka Vesna Rebernak, ki organizira urbane sprehode po Mariboru, je zaznala neizrabljen potencial te tržnice. Torej, ta predel mesta sem začela razpoznavati in prepoznavati že pred leti, ko sem se priselila na Tomšičev drevored in ugotovila, kako dragoceni so ti prostori mariborskih tipičnih karejev, ki jih pravzaprav v Sloveniji ni. To se pravi, da Mariborčani bi morali biti ponosni na to zasnovo urbanistično tega predela mesta, ki se razprostira med mestnim parkom, pod piramido, ob železniški progi, totalno je res ena taka zaključena celota. Dvorišča so zelo zanemarjena, fasade so ok, ampak na dvoriščih so pa ogromni potenciali mesta. Zraven domačih sadnih in zelenjavnih pridelkov bodo na tržnici ponudili tudi sladko zajtrkovalnico, osvežilne sveže sokove, razstavljali bodo znamke in zbirali najrazličnejše recepte, iz katerih bo nastala knjižnica receptov mestne četrti Ivana Cankarja. Živahne sobote se bodo na Mali tržnici nadaljevale tako v maju kot juniju.